tem videu vam bom povedal, kaj je včeraj povedal predsednik Federal Reserve Jerome Powell, ker je imel včeraj speech v Economic Clubu of Washington DC, in v bistvu je bil to nek tak intervju, no, ki je malo govoril o stanju ekonomije zdaj, pa kakšni so plani za naprej za Federal Reserve, pa malo nasplošno kako deluje. No ja, basically je rekel podobno, kakor prejšnji teden na FOMC meetingu. V bistvu, če ne veste, kaj je takrat rekel, imava v bistvu video od takrat, prejšnji četrtek. In v bistvu je še enkrat double downil pač na vseh teh statementih, s tem, da je naredil par popravkov oziroma je par stvari malo bolj razložil mogoče. Še enkrat je pač poudaril, da se je začel že disinflationary proces, se pravi proces zmanjšanja inflacije, torej ne da je inflacija negativna, ampak samo da se pač inflacija manjša. No in v bistvu je rekel, da se je manjšanje inflacije začelo že v goods sektorju, se pravi, to so pač vse, v bistvu, kako bi rekel, materialne stvari, vse stvari, ki jih kupujete, se pravi, tudi hrana, gorivo, obleke, v glavnem vse te stvari. No, ampak, da je to v bistvu samo 1/4 ekonomije in da pač zna ta proces, disinflationary proces, trajati še dosti dolg, preden bo končan, in v bistvu smo šele v zgodnji fazi doseganja tega njihovega cilja, ki je v bistvu 2%. Rekel je tudi, da pričakuje, da bo leto 2023 leto, ko se bo inflacija zelo veliko zmanjšala, ampak da ne pričakuje, da bomo do tega cilja 2% prišli v samo enem letu, se pravi, da bo treba več kot eno leto za to in v bistvu da njihov plan je, da pač pridejo enkrat v 2024 do tega cilja, ali pa mogoče še kasneje. Rekel je pa tudi, da se bojo držali tega cilja 2%, vprašali so ga, zakaj ne 3%, ker se jim zdi to, da je še dosti sprejemljivo 3% inflacije, ampak je rekel, da pač se bojo držali 2%, da je to v bistvu worldwide standard za inflacijo. No, v bistvu velikokrat so ga včeraj vprašali glede jobs reporta, ki je bil en dan po FOMC meetingu. Če ne veste, je bil ta report v bistvu dosti hot, se pravi, report je bil non-farm payrolls, kar je v bistvu koliko novih služb je bilo ustvarjenih tisti mesec, in prišel je na 517,000, kar je bilo skoraj 3-krat več, kakor so pričakovali. No in vprašali so ga v bistvu, če bi bil njegova odločitev za višanje obrestnih mer na FOMC meetingu kaj drugačna, če bi vedel za ta report, in je rekel, da pač tega v bistvu ne bomo vedeli, da ne more tako gledati, ampak da se je od tega reporta, da so se financial conditionsi že dosti sami po sebi tightenali, kar v bistvu pomeni, da pač je market basically naredil njegov job že za njega, a ne. Zato ker, če si pogledamo recimo 10-year bondse, po FOMC meetingu, pa po govoru Jerome Powella so dropali na okoli 3,4, malo manj kot 3,4%, in pol po jobs reportu so v bistvu tako zrasli na več kot 3,6. Se pravi, ja, pač basically je bond market naredil njegov job za njega, pač sam se je tightenil takoj po temu job reportu. In je pa tudi rekel v bistvu, da če bomo dobivali v prihodnosti še vedno hot job reporte, bojo mogoče rabili zvišati obrestne mere več, kakor so pričakovali. Ampak ja, da bojo v bistvu reagirali na podatke sproti, ki jih dobijo, kar v bistvu govori že več kot eno leto. No, v bistvu je pa rekel, kar se tiče job marketa tudi, da zaenkrat inflacija pada v bistvu kljub temu, da je job market še vedno dosti hot, kar je v bistvu zaenkrat dosti dober znak, da mogoče pač ne bomo rabili toliko velikega unemploymenta, kakor smo si mislili, kakor je ponavadi to treba, da dropa service inflation. Rekel je, da mu je pač podatki, ki jih dobivamo, so mu zaenkrat všeč, zato ker kljub temu, da se število služb v bistvu veča, pač število prostih služb, se v bistvu plače obenem ne večajo toliko, oziroma se večajo dosti manj kakor inflacija.
kar pač prepreči pa tisti wage price spiral. No, na koncu ga v bistvu tudi vprašali, zakaj se mu zdi, da je bil ta jobs report toliko hot zdaj in basically je rekel, da je to tudi možno, da zaradi povečanja migracije, kar je pa v bistvu tudi podoben temu, kar je rekla Bank of America. Če si pogledamo, pravijo, da je letošnji report v bistvu povedal, da je bilo povečanje prebivalstva to leto oziroma prejšnjo leto, se pravi 2022, za 950,000 in teh 950,000 je skoraj vse predstavljalo v bistvu povečanje moških nad 20 let. In se pravi, moških nad 20 let povečanje tega prebivalca je bilo kar 850,000 od 950,000. Kar ne morejo reči zdaj za fiks, ampak v bistvu sumijo, da je bilo to dosti podbojeno v bistvu povečanju mednarodne imigracije, ki je bila leta 2022 v bistvu up za kar 376,000 od zadnjega leta. Se pravi, 376,000 več migracij je bilo, ne samo toliko, ne. Tako da ja, možno se, da je bil jobs market hot zaradi tega, zato Jay Powell ni toliko freak outov glede tega job reporta, se mi zdi, da je v bistvu dosti dobro reagiral, no. Plus, če si pogledamo še double downov je na temu, kar je rekel pač na FOMC-u, da JOLTS report, se pravi job openings and labor turnover, ni več toliko pomemben, kakor je govoril še 3 mesece nazaj, ko so hoteli v bistvu, da je ta JOLTS spread, se pravi, to je v bistvu koliko služb je na voljo na enega nezaposlenega, no in so pač hoteli so, da je ta spread v bistvu 1, medtem ko zdaj je prišel skoraj na 2, ne. Ampak na prejšnjem FOMC-u, se pravi prejšnji teden, je Jerome Powell povedal, da je to samo indikator, kar je bilo dosti sprememba tona, no, kar se tiče tega indikatorja. No in včeraj je rekel, da je ta spread, ki je zdaj v bistvu že 5 milijonov, se pravi 5 milijonov več služb je, kakor ljudi, ki iščejo zaposlitev, da je ta spread v bistvu structural, kar je dosti bullish, zato ker to basically pomeni, da je letos v bistvu drugače, kakor vse ostale recesije, a ne. Vem, da so to najbolj nevarne besede v investiranju, ampak ja, pač rekel je, da je možno v bistvu, da dobimo pač letos manjšo inflacijo in v bistvu ne toliko uničenja v jobsih, se pravi ne toliko velik unemployment, zato ker imamo tak surplus jobsov, a ne. Unemployment rate je najmanjši v 50 letih v bistvu. Tako da ja, v bistvu se je po njegovem mnenju možnost za soft landing, se pravi, to pomeni, da pridemo ven iz bear marketa brez recesije, brez velikega unemploymenta, dosti povečal in ja, v bistvu se je to tudi investorjem zdelo bullish. Sicer je market malo dropal takrat, ko je rekel Jerome Powell, da pač bo treba več zvišanj obrestnih mer, če bojo job reporti še vedno hot. No, ampak je hitro pol reboundal in v bistvu je pol closal, recimo Nasdaq je bil 2% up včeraj. Tako da ja, meni se je zdel dosti zanimiv intervju, sicer nismo nič kaj preveč novega nismo zvedeli, no, ampak je v bistvu dobro, da Jerome Powell še vedno se drži tega, kar je rekel na minusih, kljub hot jobs reportu, no. Tako da ja, meni se zdi kar bullish to, no, zdaj pa bomo videli v bistvu, naslednji teden dobimo CPI, ki zna biti malo hot, expectationsi so že zdaj okoli 0,5 month over month, kar je ful več, kakor prejšnjič, minus 0,1. In ja, v bistvu bomo videli, no, kaj bo pol povedal Federal Reserve oziroma Jerome Powell. Tako da to je bilo to za ta video, no, pa se vidimo v naslednjem videu.